Po nekem bontonu se naj ne bi s peninami trkalo, ker pri peninah že tako ali tako opazujemo iskrenje in penjenje. Mene kot enolog boli srce, ko vidim, da tam se polivajo z nekimi dragimi šampanjci. No, in če smo pravilno odprli steklenico, se naj ne bi slišal noben pok, pa tudi nobena kapljica nam naj ne bi ušla, ne. Dejansko sem nekako sama na sebe ponosna, da nam je uspelo pridelati konstantno zlato radgonsko penino s takšno značilno barvo, ki ni preveč vsiljiva, torej ni preveč tista pink roze barva. Vonj pa nima čisto tak klasičen vonj po kvasu, je zelo svež. Tako, tukaj pomeni, da še vedno je prisotno nekaj te note modrega pinoja. Nekje med trto in kozarcem nastajajo vinske zgodbe, izpod rok izjemnih osebnosti. Spoznavate jih skupaj z mano v vinskem podcastu Iz trte izlito. Ni naključje, da smo se danes našli v domu Penine z glavno enologinjo Radgonskih goric, Klavdija Topolovec-Špur. Lepo pozdravljena. Dober dan. Oziroma hvala lepa za ta topel sprejem, da nas danes gostite tukaj. Verjamem, da bo to ena taka lepa popotnica v prazničen čas, ki je pravzaprav pred vrati. Ja, mi je veselje, da lahko delim to zgodbo Penin s širšo publiko. Najstarejša in največja slovenska peničarska klet, bogata in dolga tradicija je za vami. In začetek je bil leta 1852 pravzaprav, ne? Kakšna zgodovina je? Ja, res lahko govorimo o bogati zgodovini, na kateri smo Slovenci kot narod lahko tudi ponosni. Namreč leta 1852 je na tržišče prišlo prvo peneče vino, pridelano po klasični metodi, prav iz kleti, današnje kleti Radgonske Gorice. Torej, v bistvu sam začetek uradni, prva penina pa je bila leta 1977, ne? To je neka najstarejša penina v kleti? Ja, od takrat namreč uporabljamo ime penina, ne. Penine so se pridelovale v Gornji Radgoni od leta 852 neprekinjeno, ampak uporaba imena penina potem se začne uporabljati leta 1977. Vemo, da je ime šampanjec, torej vezan le na francosko pokrajino Šampanjo, in do takrat smo tukaj pri nas uporabljali razne francoske nazive, ki pa so nekako bili nam, slovanskim narodom, tuje oziroma težje so nam šli v uho. No, pa je zelo zanimiva zgodba, kako smo dejansko obudili oziroma začeli uporabljati naziv imena penina. In če se spet vrnemo nazaj v leto 1852, takrat se je že ta prva slovenska penina imenovala Štajerska oziroma Klenovškova penina. No, in leto kasneje so o tem pisale tudi Bleiweissove novice. Decembra 1853 je bil izdan članek, v katerem je opisano to peneče vino. No, in potem smo nekako v Radgoni začeli iskati ime, ki bi nam bilo bližje, predvsem slovenskemu jeziku. In čisto po naključju je nekdo iz tega kopije tega članka pač izbrskal to ime penina. No, in potem je padla spet naključno ideja, zakaj pa ne bi rekli za klasično metodo zlata radgonska penina oziroma za metodo šarma srebrna radgonska penina. Tako se je dejansko rodil naziv penina, ki je danes generični izraz za slovenska peneča vina. Nekakšna zibelka te zgodovine peničarske v sami Sloveniji, ne bi lahko rekli? Ja, tako lahko bi rekli. Dolgo časa smo bili edini pridelovalec penin, no, danes pa se lahko kot narod pohvalimo z zelo široko paleto penin, pridelanih od Štajerske, Dolenjske, Primorske do Brd, in bi lahko rekli, da lahko gremo ob bok največjim pridelovalcem penečih vin na svetu.
Kmalu boste praznovali Abrahama, to je kar ena tako čestitljiva spet obletnica. Že načrtujete kakšne dogodke, kako boste obeležili? Ja, seveda je za nas ta prelomno leto, torej 2027, 50 let uporabe imena Penina. Načrtujemo določene aktivnosti, tudi pripravljamo presenečenje, kar se tiče Penin, ki pa še zaenkrat ostaja poslovna skrivnost. Ok, ne bova razkrivali preveč. Po tvojem mnenju, kje vidiš to skrivnost dolgoživosti Radgonskih goric, da še zmeraj ostajajo tako iskrive kot seveda Penine v tem? Ja, jaz bi tako, če povzamem svoje delo v Radgonskih goricah, sem že dobrih 26 let. Wow. In bi rekla, da je pomembna tradicija, to znanje, ki smo ga pridobili iz prejšnjih generacij, in potem nadgradnja. Nadgradnja v smislu modernizacije, v tem smislu, da pridelujemo penine, ki so všečne potrošniku, kar pomeni seveda metoda se ne spremeni se stil, ampak spremeni se ta pristop k tehnološko gledano izboljša. To pomeni, da so potem lahko penine konkurenčne bolj znanim svetovnim pridelovalcem in seveda všečne širokemu občinstvu. Torej nekako se skozi prilagajate pravzaprav okusom trgu, ne? Normalno pač nekaj, to je tudi skrivnost neke dolgoživosti. Kaj bi ti rekla, da je prej neka osnova, ki je v kleti, ki se potem nadgrajuje, ali neke zahteve trga, ki so tam zunaj? Ja, bi rekla tako, ne, skupek vsega. Dejansko v steklenici je mozaik različnih dejavnikov. Morda nekateri potrošniki niti ne vedo, da recimo blagovno znamko Zlata Radgonska penine tako vertikalno delimo v 3 linije. In zato smo se odločili dobrih 15 let nazaj. Okay. To pomeni, da se sama zgodba začne v vinogradu, posebej za linijo Selection, linijo Klasika in linijo Cikonija. In celotna zgodba pridelave torej izvira iz vinograda, ki se potem nadaljuje v kleti in na koncu pri končnem proizvodu. In nekako skupek vsega tega se potem odraža v tem, kar lahko mi našim kupcem ponudimo. V bistvu ni samo penina tisto, kar gradi Radgonske gorice, je celotno doživetje. Se mi zdi, da tukaj znate pričarati to peničarsko zgodovino po eni strani in več trenutkov doživetja. Ne? V bistvu tudi vaš slogan je ustvarjamo najlepše trenutke. Torej so to okusi, ki nas spremljajo ob nekih prelomnicah, so to okusi, ki nekako jih imamo rezervirane za določen čas. Na nek način so zmeri penine veljale, da jih ob posebnih trenutkih, že Napoleon je za šampanjec rekel, takrat, ko zmagujem, tako ali tako pride prav, ampak ko ob porazu pa tudi v bistvu ga potrebuje. Ja, res je. Penina nas lahko spremlja ob vseh dogodkih, trenutkih, kot si rekla, lepi trenutki, in tudi žalostni trenutki, da nas spet malo dvigne, ne? Ampak prav ta stil penin, široki stil penin je namenjen potrošnikom ob različnih priložnostih. Če bi se spet dotaknila recimo penin linija Selection. Okay. To so penine, katere krajši čas zorijo na kvasovki, izključno namenjene v prodaji v gostinstvu, kar pomeni, da lahko jo kombiniramo k meniju, prav tako pa jo lahko ponudimo kot aperitivno penino. Potem na drugi strani naše klasične penine, te, ko jih lahko kupimo v vseh supermarketih, so namenjene širši porabi, torej ob novem letu, ob slavju,
kar tako popoldne za na teraso. Potem pa še tu linija cikonija, ne, to so pa nekoliko bolj zorjene penine, težje penine, potem pomeni, da jih kombiniramo tudi k menijem, ki so zahtevnejše, penine, ki nam dajo daljši pookus, ali pa ob kakšnih posebnih priložnostih. Jaz bi tako rekla, ne, penino izberemo takšno, kako se počutimo. Po počutju in nekih doživljanjih. Nekako si že omenila malo arhitekturno, kako si sledijo penine, kakšna je drugače arhitektura sestave v bistvu penin, vin v Radgonskih goricah? Ja, nekako tako na grobo bi lahko rekli, torej v tem smislu govorimo o klasični penini, torej pridelani po klasični metodi, no na drugi strani pa ne smemo pozabljati na penine pridelane po metodi Charmat. Tu je naša prva blagovna znamka in tudi najbolj prodajana blagovna znamka v Sloveniji, srebrna radgonska penina. V dveh osnovnih okusih, suha in polsuha, in lahko povem, da vkolikor želimo pridelati vrhunsko penino po metodi Charmat, zato rabimo odlično osnovno vino. In to osnovno vino lahko le pridelamo iz zdravega grozdja, trganega v tehnološki zrelosti, primerno predelavo mošta in seveda kasneje sekundarno fermentacijo, ki je nekako kontrolirana, in predelavo oziroma polnitev v steklenice. Se mi zdi, da je ta percepcija veliko bolj bogata, kot jo, tako kot si prej rekla, doživimo recimo na trgovskih policah, a ne. Še zmeraj se mi zdi, da ko smo v kakšnih lokalih naročimo prosecco, pa bi v resnici lahko srebrno radgonsko, a ne. Ja, se strinjam, ne, ker dejansko gre za zelo načrtovani izbor sort grozdja. Torej ne govorimo o neki osnovi, ki se potem pač razlikuje glede na dodani ekspedicijski liker, ampak striktno obstaja pravilo, katera osnovna vina sestavljajo suho srebrno radgonsko penino in katera polsuho. In tu bistvenega odstopanja ni med letniki in seveda pač sledimo tu nekim tem osnovnim načelom. Omenila si že šampanjca, ne? Še zmeraj se mi zdi, kljub temu, da smo precej izobraženi, pogosto slišimo, dajmo nazdraviti s šampanjcem, ne? Čeprav imamo v kozarcih in v steklenici penino. Radgonske gorice in Šampanija oziroma Francija, ne, nista tako daleč oziroma imata kar nekaj skupnih imenovalcev. Ja, nismo daleč, bi lahko rekli, da smo kar povezani. Zdaj, če že gledamo zgodovinsko, prvi peninčar v Sloveniji, gospod Klenovšek, je nekako šel raziskovati Šampanjo, znanje pridobil, se vrnil, na srečo se vrnil v domači kraj in tako začel z neko lastno proizvodnjo. Moram reči, da že moji predhodniki so sodelovali z nekaterimi inštituti v Šampanji, kar danes tudi nadaljujemo, in imamo pač to možnost, kar sem tudi jaz kot enologinja hvaležna, da to lastniki oziroma firma nam omogoča, da se lahko tudi izobražujemo vsaj na 2 leti v Šampanji, pa ne z namenom, da kopiramo, ampak da prinesemo kakšno idejo, ki jo potem nekako oplemenitimo z tem, kar nam ponuja dejansko naše okolje. Manj so nam znane pravzaprav arhivske penine, a ne? Vi imate tudi bogato zbirko arhivskih penin, znani so nam ponavadi arhivska vina, ne? Penine pa malo manj poznamo, ne? Ja, tu bi se lahko pogovarjali kar nekaj časa, ne. Nekako je, ne vem, 20-30 let ali pa še dlje nazaj bilo prepričanje, da penina pa ni primerna za arhiviranje. In pa da se potem, ne vem, po 4-5 letih doseže vrhunec in jo pač najboljše, da jo popijemo, ne. Pa temu ne bi tako rekli, ne. Namreč z
tem, kar mi hranimo v naši arhivi, lahko povem, da se določene penine tudi zelo odlično arhivirajo. Okay. Ampak zato so potrebni določeni pogoji. In spet se vrnemo v vinograd. K osnovi. Tako, k osnovi. Torej, takrat, ko imamo odlične osnove, torej osnovna vina z visokimi kislinami, nizko pH vrednosti, okrog 3 ali še celo nižje, potem so takšne penine tudi primerne za dolgoletno zorenje. In to dokazuje tudi dejstvo, recimo penina letnik 79, Okay. 77, ki se odlično arhivira. In če spet gremo zdaj malo v kemijske vode, ne, pa pogledamo te analitične podatke, vidimo, da recimo pH penine tega osnovnega vina letnika 79 je pod 3. Aha, Pa moramo okay. vedeti, leta 79 niso kupovali kvasov takšnih, kot jih imamo danes, liofiliziranih kvasov, kot jih imamo danes na tržišču, ampak je ta dejansko priprava tiraže bila bistveno bolj zahtevna, ampak penina še vedno prijetno sveža, sveža barva, seveda ima karakter arhivske penine, mehurčki so še vedno prisotni, zelo svilnati, drobni, ampak potrošnik, kateri uživa takšne penine, pa seveda mora tudi razumeti to zgodbo oziroma kaj pomeni dolgoletno ležanje. Katera je najstarejša penina, ki si jo ti poskusila? Ja, zdaj je kar ta letnik 77, je zelo omejena količina, tako res ob kakšni zelo posebni priložnosti. Tako dejansko potem za širšo publiko, pa potem je že malo večja zaloga letnika 79 in si lahko tudi ljubitelji penin to penino tudi privoščijo. Penine so, kot si že tudi omenila, malo so zelo delikatne, zelo nežne, treba je z njimi nek način rokovati v rokavicah oziroma pogoji morajo biti nekako ustrezni. Verjamem, da nas spremlja kar nekaj strokovnjakov verjetno tudi, ampak tudi ljudje, ki so mogoče zmedeni takrat, ko se omenja izraze penine. Mogoče greva malo v te neke osnove, kaj vse mora biti, kaj so pogoji za nastanek penine oziroma celoten proces same penine. Ja, če tako generalno gledamo, torej ne glede na to, za katero metodo pridelave govorimo, torej prvi je zelo pomemben dejavnik izbor sorte. Torej za penine se priporočajo sorte, ki nam dajejo osnovna vina z višjimi kislinami, nižji pH vrednostjo, nekoliko manj aromatične. Potem zelo pomembno je spremljanje dozorevanja grozdja v vinogradih, torej da se nekako odločimo za pravi trenutek trgatve. Torej mi govorimo, osnove za penine trgamo v tehnološki zrelosti za penine. Pomeni višje kisline, nizki pH, nižji sladkorji, da bo potem v osnovnem vinu spet manj alkohola. Potem naslednji korak je predelava grozdja, torej trgamo ročno, da se grozdje dopre še čim manj poškoduje. Včasih kdo recimo reče, zakaj pa ne bi za penine trgali grozdje strojno? Ja, saj lahko, ne, saj v bistvu ni prepovedi, ne. Ampak zakaj ne trgamo? Ne trgamo pa ne zato, ker v tistem trenutku, ko mi jagodo ločimo od pecljevine, nastane drobna pikica in je vdor kisika v samo jagodo, jagoda je izpostavljena, pride do oksidacijskih procesov, ki se kasneje negativno kažejo v končnem produktu. No, potem je seveda naslednji korak zelo pomembna predelava grozdja, torej zelo nežno stiskanje. Tukaj govorimo o različnih možnostih, ali pecljamo grozdje ali pa stiskanje celega grozdja. Potem
ločevanje samotokov, ločevanje prešancev, torej kot osnova za penine se uporabljajo samotoki, zelo nežno stiskanje, tam nekje do 0,4 bare pritiska. Pomeni, da imamo tudi v osnovnem vinu manj fenolnih spojin, torej manj trpkosti, kajti vemo, penine so bogate na kislinah, trpkost, kisline povzročajo kasneje v končnem produktu neko astringentnost, tega spet ne želimo. Potem pomembno je, da primarna fermentacija steče enostavno, čim hitreje, da je kontrolirana, da se ne pojavijo kakšni reduktivni vonji, da odfermentira mošt v celote. Da potem negujemo osnovno vino, ki ga pa polnimo v steklenice. Mi pravimo, da polnimo tiražo, ne. Tiraža je dejansko zmes osnovnega vina, kvasovk, to so posebne kvasovke, sevbajanost, dodaja se sladkor, dodaja se razna hranila za kvasovke, potem tudi določeni agenti, ki pomagajo v času čiščenja steklenic, da potem ta usedlina kvasovke čim prej se nabere na nekšnem čepku oziroma zamašku. Seveda potem sam čas ležanja penine na kvasovki. Nekaj je, kar je zakonsko določeno, ta minimalni čas 12 mesecev, drugo pa je spet, kaj mi želimo pridelati. Torej, za različen stil penine je čas ležanja na kvasovki različno dolg. Če se zdaj vrnemo na zlatoradgonsko penino, recimo linija Selection 24 mesecev zori, potem ta klasična linija 36, medtem ko linija Ciconia 5 let ali več. Tudi potem dobimo drugačen torej stil. Kvasovka seveda več v tem času ni aktivna, poteka avtoliza kvasovk. Tako preprosto bi lahko rekli, da ta odmrla kvasna osnova bogati samo penino v vonju, v okusu, v polnosti. Zato imamo pol toaste in tako naprej, mehurčke drobne, ne, dlje časa, ko leži na kvasovki, rečemo, penina je bolj svilna, ta mehurčki so bolj fini, bolj elegantne, ne. No, seveda potem v neki fazi moramo kvasovko odstraniti s tako imenovanim procesom degoržiranja. Ta primanjkljaj dopolnimo z ekspedicijskim likerjem, s katerim določimo okus penine, torej od popolnoma suhe oziroma brut natur do brut penin, suhih, polsuhih, polsladkih ali pa celo sladkih. Spet odvisno od same etikete. No, in v zadnji fazi potem steklenico zamašimo s plutovinastim zamaškom. Vemo, ta zamašek je širši od vrata steklenice, da se potem oblikuje ta značilna gobica, se pritrdi z žičnato košarico. No, in potem je zelo pomembno, ne, po tem procesu, po tem postopku, da še penine, preden jih ponudimo potrošnikom, vsaj mesec, 2, celo 3 odležijo v kleti. To pa zato, da se ta dodani liker nekako lepo ujame samo penino. In tako zdaj gledamo, ta proces traja tam od trgatve do končnega proizvoda od 3 let in več. Ni bližnjice. Tako, bližnjice ni. Lahko rečemo, da vsaka penina je svoje vrste unikat, kajti gre za individualno fermentacijo v vsakšni steklenici in da je vloženo ogromno ročnega dela. Torej, zato je pomembno, da nekako sledimo vsem tem korakom in dejansko je, kot sem že omenila, v vsaki steklenici potem mozaik, torej kamenček teh procesov, ki se nekako združi in nam daje neko celotno podobo blagovne znamke. Omenila si torej suho, brut, ekstra brut, torej ta stopnja sladkorja v peninah je tudi ena stvar, ki jo trg nekako, ki se je spremenila na trgu, ne, oziroma trendi, ne vem, kako ti gledaš na to. V bistvu jaz gledam to tako, ne,
ne govorim rada o številkah oziroma o gramih sladkorja. Seveda, določena sladkorna stopnja, ki je tudi označena na etiketi steklenice, nam pove penina, ne vem, suha sladkorna stopnja do 17 gramov, od 12 do 17 gramov na liter. Ampak govorim bolj v smislu točke harmonije. Okay. Ker ni rečeno, določena penina ima lahko večji ostanek reducirajočega sladkorja in ima bolj elegantno točko harmonije kot neka penina, ki je brut, pa bo nekdo rečel, jaz pijem samo brut, jaz pijem samo sam dozaž. Okay. Nekako bolj bi rekla, pomembna je ta točka harmonije, torej da je razmerje reducirajočega sladkorja, alkohole in kisline v nekem odnosu. Pri peninah je potrebno upoštevati še ogljikov dioksid. Okay. Ki nekako konec koncev vpliva na sam okus in pookus penine. Tako da, je pa res, ne, da danes potrošniki bolj posegajo po peninah z manj ostanka reducirajočega sladkorja. Torej, bi tudi rekla, da smo postali peninsko bolj izobraženi, kaj te penine uživamo vsak dan in tako se nam ta stopnja okusa bolj izostri. Malo spremeni. Tako malo spremeni. To je isto kot pri kavi, ne? Gremo od sladke potem nesladkane. Bolj grenko. Tako, ja. Imaš ti svoje najljubše penine? Tako da bi rekla, zdaj ena penina, ta pa mi je da bi jo izpostavila, ne, ampak načeloma kot za dušo, če bi rekla, bolj posegam po peninah z manj ostanka reducirajočega sladkorja, Okay. torej ali so to suhe oziroma brut penine. In načeloma roze penina. Tudi če sem kje v tujini, si običajno kupim kakšen roze. Pa bom kasneje povedala, zakaj. Okay. V redu. Velja eno pravilo, da se s peninami ne trka. Je to neko pravilo, ki je ostalo od kakšne tradicije ali mogoče nekega... Včasih se mi zdi, da nazdraviš s penino normalno, ker je ob neki priložnosti ali pa čist kot neka gesta, ne? Po nekem bontonu se naj ne bi s peninami trkalo, ker pri peninah že tako ali tako opazujemo iskrenje in penjenje, torej nazdravljamo samo s pogledom. Če pa tako zelo nežno trkamo, pa tudi ne bomo naredili nobene škode. Ne bomo porušili njene harmonije v kozarcu. A opažaš mogoče, se mi zdi, da rokovanje s peninami je tudi ena zelo posebna lastnost. Včasih vidiš ljudi, ki pač se trudijo s tem zamaškom, potem z vsem, a je kakšno pravilo? Mislim, kako nekateri pač 45 stopinj je nek kot... Seveda je lepo, če penino odpremo pravilno, najprej, da si jo preden jo odpremo, pravilno tudi pripravimo, torej, da jo postopoma ohladimo, pa ne, da jo damo zdaj hitro v zmrzovalnik. Preden pride družba. Tako. In da uporabimo savjeto, da jo vijemo, pomeni z rokami je ne segrevamo, jo tudi zaščitimo. Moramo vedeti, ne nazadnje, tlak v takšnih steklenicah je tam 5 do 6 barov. Previdno odvijemo zaščitno košarico in potem zamašek tudi previdno in počasi izvlečemo iz vrata steklenice. No in če smo pravilno odprli steklenico, se naj ne bi slišal noben pok, pa tudi nobena kapljica nam naj ne bi ušla. Mene kot enolog boli srce, ko vidim, da tam se polivajo z nekimi dragimi šampanjci. V bistvu to v kulturo pitja penin ne spada. Ne spada. Mogoče lahko odpreva zdajle penino na tej točki.
Po predpisih Tako. je. Hvala. So. Kot si rekla, torej s pogledom, a ne? Da se nazdravi. Na zdravje. Ti si izbrala zlato radgonsko roze. Boš zdaj razkrila, zakaj? Ja, Kaj, ali pa, oziroma mogoče tudi opisala, kaj v tej čutimo. Ne? ja, zbrala sem danes tukaj na tem mestu zlato radgonsko penino roze, katere osnovo predstavlja sorta modri pinot. Torej govorimo o eni sorti. Zakaj modri pinot oziroma zakaj to penino? Namreč modri pinot mi je vedno predstavljal en izziv. Kajti z zorenjem oziroma staranjem se potem barva spreminja vedno v neke manj prijetne tone. Nekako tako me je to pri svojem delu motilo. Iskali smo rešitve in dejansko sem nekako sama na sebe ponosna, da nam je uspelo. Pridelati konstantno zlato radgonsko penino s takšno značilno barvo, ki ni preveč vsiljiva, torej ni preveč tista pink roze barva in da nima tega oksidativnega privdiha. Okay. In kot osnova 100% modri pinot mi vedno predstavlja nek izziv. Kajti pomembno je, mi tukaj uporabljamo samo eno sorto, zelo kratki čas maceracije grozdja v preši, da dobimo en tako lep roze odtenek. In tukaj je zelo pomembno ta prvi roze odtenek, da se potem prelevi v takšno roze barvo in to sem vedno ponosna, ko rečemo, vsako leto je ista barva, isti odtenek rozeja. Odlična je, tudi tako zrelo deluje. Ne? Ja, v bistvu gre za klasično penino, ki se prodaja tudi v supermarketih. To so tudi naklade nekaj 10,000 steklenic in zori 36 mesecev na kvasovki. Po okusu je suha, 14 gramov stanka reducirajočega sladkorja. Von pa nima čisto tak klasičen von po kvasovkah, je zelo svež. Tako, tukaj pomeni, da še vedno je prisotno nekaj te note modrega pinoja. Bi lahko govorili o jagodičastem sadju, ampak v ozadju, če se zelo osredotočimo, pa že zaznamo nekaj te kvasne note. Na pokusu je pa pol ta, kot praviš. Torej, ta prvi vtis nam napolni usta. Torej, pri penini je zelo pomembno seveda iskrenje in penjenje. Torej, govorimo o dveh vrstah ogljikovega dioksida, prosti in vezani. In to, kar nam je zdaj tako napolnilo usta, pomeni, da imamo dovolj vezanega ogljikovega dioksida. Ko smo penino nalili v kozarec, se je pojavila pena, torej govorimo o prostem ogljikovem dioksidu, mora v hipu nekako izpuhti. To iskrenje, mehurčki pa so prisotni dolgo časa. In nekako vse to, oziroma da vse to nekako doživimo, je rezultat dela od prej. Pomeni osnovno vino, potem sekundarna fermentacija, temperatura fermentacije, ležanje na kvasovki. Nekako vse so spet zdaj tiste točke, ki vplivajo na končni okus, kako jo doživimo potem v ustih, kaj nam povzroči v bistvu kot neko okušanje in doživetje. To je doživetje potem, ko... Tudi modri pinot, zdaj, če primerjamo z šardonejem, vsebuje malo več fenolnih spojin. Kot sorta je bolj krepka in če bi primerjali z hišo, bi lahko rekli, da je modri pinot so temelji hiše, šardone pa potem tista zunanja podoba. Tako bi nekako lahko to ponadzorili tudi v steklenici penine.
Se mi zdi, da v bistvu moraš to početi z neko strastjo. Moraš imeti rad vina. Ne? Če to počneš, koliko je nekih faktorjev, da se vse moraš poznati sorte, dogajanje v vinogradu. Vse to ti mora biti zelo blizu. Ja, res je. Dejansko prvi in osnovni pogoj je, to delo moraš imeti rad. Pridejo dobri pa slabi trenutki. Želela si bi mogoče v določenem momentu, da bi bila več prisotna še v vinogradu. Tako, mi smo zdaj 2 leti nazaj tudi striktno pričeli z vinifikacijo, torej osnovni vin, po določenih legah, po parcelah, spremljanje. Nekako želimo tudi našim zanamcem pustiti to dediščino, kaj nam v določenem letniku, ob določenih pogojih daje neka lega. Zakaj smo v letošnjem letu izbrali to lego za linijo cikonija, so bili takšne vremenske razmere, je bilo toliko padavin, recimo zakaj za linijo selection, in kot veliki pridelovalec penin pač imamo to prednost. Naši vinogradi se nahajajo na 500 hektarjih, in lege so različne, talna podlaga je tudi različna, različna nadmorska višina. Tako recimo pred 2-3 tedne nazaj, običajno osnovna vina poskušam v kleti, pa sem si potem prinesla tam v eno posebno degustacijsko dvorano. In zelo zanimivo, lansko leto je bilo dokaj visoke temperature, manj padavin, in šardonej iz lege, ki je malo višja, tam recimo Skapele, ima čisto drugi profil kot en šardonej z nižje lege. In to je potem ta čar, ko imaš ti osnovna vina z različnih leg, vinificirana po različnih cisternah, kar ti daje neko širino, možnost potem priprave osnovnega kuveja. In potem iz tega izhajaš v vse linije. Tako, zdaj tu še potem nekaj rezervnega vina, ki prinese. Tudi tu bi lahko rekli, da smo v zadnjih 10 letih naredili neki korak naprej. Ne vem, 30 let nazaj, ko smo bili mi, pa še morda kdo, ni bilo niti potrebe po razmišljanju o nekem rezervnem vinu. In moram reči, mi smo začeli zdaj z to hrambo tega rezervnega vina, ki v določenih letinah oziroma predstavlja tudi rešitev oziroma daje kot neka začimba. Sigurno spet neki korak do tega, da je penina vedno všečna potrošnikom, pa on tega niti ne ve, zakaj. Ne ve. Tako. V bistvu zdaj si, kad to pisala, tudi, da si že ti postavljaš v kleti neke trende na tvojem nivoju, tudi vidim, da imaš visoka pričakovanja. Ja, res je, to je tako vedno, vsi se odločamo, nekdo pa se mora odločiti. Tako da ja, vedno so izzivi, in vedno pač je potrebno nekaj dodajati. Pa če bi recimo izpostavljala to linijo cikonija, del vina fermentira v svežih hrastovih sodih. Seveda to ni nikjer opisano, ampak penina je zgodba. Je zgodba, ki jo pišejo tehnologije. In to osnovno vino, ki je potem sestavni del tega kuveja, prinese spet neko dodano vrednost tej penini, ki je nekoliko drugačna, daje polnost, zaokroženost. Torej nam ni pri cikoniji namen, da pridelamo penino z barik noto, nego da poudarimo sorto šardonej. Glede na to, da so že neki trendov omenile, pa tudi okusov na trgu, eden izmed trendov je tudi, ki ste ga vi postavili kot Radgonske gorice, kot trendsetterji pravzaprav, Untouched by Light. Torej penina, ki je v celoten proces poteka v temi. Ja, je zdaj že kar nekaj časa. Prvi letnik je bil letnik 2016, pomeni, da smo
Takrat smo to osnovno torej grozdje potrgali. Ideja se je rodila s pomočjo ene zagrebške agencije, marketinške agencije, ampak ni, kar pa mene veseli kot nekoga, ki delam v praksi, da ni zdaj ideja zgolj marketinškega namena, ampak je podprta z neko znanstveno raziskavo. Kajti na univerzi v Kaliforniji so že v 80. letih odkrili oziroma izhajajo članki, ki govorijo o tem, da svetloba kvarno vpliva na okus vina oziroma penečega vina. Zakaj je pa to pri peninah še toliko bolj izrazito? Namreč penine so bogate z aminokislinami. In takrat, ko je vpliv svetlobe, se potem te note, ki jih mi dejansko tako striktno ne zaznamo, ampak nekje v ozadju se pojavijo, bolj izražajo. To so kakšne ne vem, recimo bi lahko opisali koža mokrega psa. Tako smešno, ampak ja, recimo cvetača, zelje, čebula. To so vse nečiste žveplove spojine, v zelo nizkih stopnjah oziroma skoraj nezaznave se pojavijo, ampak če mi direktno primerjamo, na svetlobi se bolj izražajo, pa lahko opazimo razliko, da dejansko ta penina je pa, bi lahko rekli, čista linija in se tukaj prav izrazi ta profil sorte Chardonnay in to je bil namen. In potem je seveda celoten proces od trgatve pa do takrat, ko penina se pač napolni oziroma se ponudi v prodajo, izpelje izključno v temi. Tukaj, da ne bo pomote, zdaj trgatev v temi nima direktnega vpliva, kajti ti procesi se začnejo, ko mi enkrat dobimo grozdni sok, ampak zakaj smo se pa odločili tudi za trgatev v temi, ker trgamo pri nizkih temperaturah in se tudi ti oksidacijski procesi so manj izraziti. Seveda spet pozitivno vpliva na sam končni proizvod. Tudi doživetje je v bistvu neko okušaš tudi v temi, zavedam, mislim, prevezane. Ja, zdaj, mi smo takrat tudi dobili nagrado Gospodarske zbornice za inovacijo, kar je v bistvu v smislu živilske branže redko. Običajno so te inovacije podeljene za računalniške, elektronske dosežke. In potem danes tudi ponujamo to doživetje, torej naši potrošniki lahko pri nas penino poskušajo v popolni temi. S tem se dejansko 100% fokusirajo samo na okus, kajti vemo, ljudje smo pač bitja, ki smo naravnana, da kupujemo z očmi. In je že ta prvi efekt svetlobe oziroma to, kar vidimo, nam je nekaj bolj všečno, manj všečno. Tukaj pa smo res prisiljeni, da se dejansko fokusiramo na sam okus, pookus, vonj. Tudi čuti so potem... Tako, bolj se nam ti čuti, bolj tudi izostrijo. Omenila si že doživetje. Eno je tista prva osnova, ki si rekla, vse se začne pri osnovi, seveda vina, penine morajo biti vrhunska, dovršena, kar absolutno so. Ampak Radgonske gorice so več kot to, praktično je cela ulica je vaša, nekako se razvijate tudi na tem področju doživeti. Se mi zdi, da ko prideš sem v ta prostor, že dvorišče je impozantno, taka neka brezčasnost te obda. V bistvu gradite ogromno tudi na tej dodani vrednosti oziroma temu faktorju X. Ja, res je, počasi nekako zgodbo nadgrajujemo, kajti vemo danes poleg primarne, sekundarne proizvodnje, potem še ta terciarna, bi lahko rekli, oziroma turizem. Danes bolj naravnan na individualne oglede,
Vemo, manj potujemo v nekšnih skupinah, smo bolj individualiste, tudi mlajši potrošniki raje doživljajo s partnerji ali z družinami, tako da smo dejansko to ponudbo razširili v celostno doživetje ogledov z degustacijami, individualnimi degustacijami. Če se sprehodimo po tej ulici, tudi kulinarična nadgradnja. Seveda v bližnji prihodnosti pa potem želimo nekako ta del še popestriti oziroma dograditi z možnostjo nočitev. Potem od tega winebikinga, danes tudi z e-kolesi, kar že ponujamo, nekako tako, da v bistvu vino, penina so ljudje. In to želimo tudi ljudem predstaviti oziroma nekako ponuditi. Tako da ni zdaj to samo za kozarec za žejo, nego doživetje. Zdaj, poudarek je seveda, Radgonske gorice so sinonim za penine, ne smeva pa zaobiti tudi mirna vina, ne. Ranina je neka avtohtona sorta, vi ste ji tudi posvetili cel salon, ne. Potem je tukaj traminec, ki je že kulten pravzaprav. Ja, poleg mirnih vin so tukaj še, peneči vin so tukaj še mirna vina. In sicer, kot si že omenila, naša avtohtona sorta Radgonska ranina, ki ji v zadnjih letih namenjamo kar precej pozornosti. Tako kot predstavlja neki delež v naši zvrsti mirnega vina Janževec, potem v osnovnem kuveju za srebrno radgonsko penino, potem pa tudi polnimo kot buteljčno vino, no z letošnjo leto pa pripravljamo še buteljčno vino Ranina, ki bo takšno malo bolj polno, bolj zaokroženo vino, ki ga lahko potem tudi ponudimo malo višji kulinariki. Pa omenila bi še petnat, pridelan iz Ranine, iz bio vinograda. Tako da ja, Ranina tudi predstavlja kar precejšnji delež površin v naših vinogradih. In če generalno gledamo, je dejansko to sorta, ki zgodaj zori, saj že samo ime pove, ampak daje kvalitetne pridelke z nižjimi kislinami, višje sladkorne stopnje, kot sama trta, zelo, dokaj bi lahko rekli, odporna na glivične bolezni. In prav z tega vidika zgodaj se potrga, torej lahko hitro tudi pridelamo mlada vina. In zdaj, če to vino v kuveju kombiniramo z nekim šardonejem šiponom, ne, torej prijetna aromatika, nižje kisline z nekim vinom, ki pa ima višje kisline, in to se potem nekako združi v eno lepo celoto. No, potem je tu seveda traminec, naša tradicionalna sorta, dišeči traminec, kaj naj rečem, etiketa več kot 50 let stara, marsikdo niti ne ve, da je traminec iz Radgonskih goric, nego ga prav pozna po tej črni etiketi. Čeprav je tradicionalna, morda celo starinska, bi lahko rekli. Retro, zelo retro, ampak je prepoznavna. Torej zdaj je moderno retro. Ja, tako, v bistvu ste moderni. Tako je moderno retro, čeprav je vino pol sladko, ampak spet torej s to točko harmonije prijetno pitno. In ima verjetno svojo ciljno skupino. Ima svojo ciljno skupino, glede na to, da se proda dobrih 100,000 steklenic letno. Torej smo Slovenci še vedno potrošniki tudi sladkih vin. Ne moremo reči, da je. Kakšno prihodnost mogoče vidiš v peninah? Se mi zdi, da nikoli niso prav zares v zatonu, nikoli ne grejo iz mode, nič se jih ne dotakne, mogoče samo to, kar si že prej omenjala, te procesije, ne, ki se nekako spreminjajo. Jaz bi rekla, da so penine vseeno malo
bolj imune na procese staranja oziroma na te neke trende. Ne? Vemo, pri mirnih vinih pa je trend beli vin, pa je trend rdeči vin in tako naprej. Ne? Penine so vedno moderne, ampak seveda pomembno je kot pridelovalec, da sledimo pač nekim stilom, nekim pogledom, torej potrošnikom, to, kar si želijo. V katero smer, ali so to penine z nižjimi alkoholi, brez alkohola, peneča vina, kdo ve? Bomo videli. A je potem brezalkoholna penina Radgonskih goric nek odgovor Gen Z generaciji, ki... Ne vem, zdaj penina, to ni penina, ne, že to moramo paziti, ampak je pač neka poskusna količina penečega vina, ki, tako bom rekla, zelo mala serija to predstavlja, ki pa je med določenimi potrošniki zelo bila dobro tudi sprejeta, tako da zdaj ponavljamo. In res, da ni bilo dodane nobene arome, kar je značilno za takšne proizvode. Običajno so tudi zelo sladki ti proizvodi, kajti takrat, ko se dogaja proces alkoholizacije, se dvigujejo kisline, se to nekako kompenzira sladkorje. Torej, mi smo šli res na tisto minimalno količino, glede na to, da je zadeva pitna. Ne? Potrošnik pa mora sam presoditi, torej, ali hoče alkohol, ali hoče sladkor. Tukaj je spet razmerje na trgu. Tako. Kako pa komunicirate z mlajšo generacijo, oziroma kako se pol prilagajate komunikaciji? Zdaj tu so razni marketinške prijeme od teh socialnih omrežij. Potem bi pa tako rekla, ne, kar se tiče potem razni dogodki, ki jih prirejamo, potem pa razne kombinacije, ko mi ne spreminjamo našega produkta, torej je naš klasični produkt, ki pa ga ponujamo v kombinaciji z nekimi drugimi pijačami, recimo, mogoče bi omenila podobno zadevo kot Aperol, torej z razne koktejle, torej vseeno spodbujamo prodajo osnovnih blagovnih znamk. Vemo pa, da mlajši potrošniki niso tako tradicionalno vezani na neko, oziroma nostalgične, ne? In raje posegajo po nekih modernih pijačah in tako nekako to tudi promoviramo. Kakšen je tvoj, recimo, pogled na prihodnost, če bi zdaj imela eno stekleno kroglo, kaj meniš, kje se bodo Radgonske gorice, ne vem, šle v kakšno inovacijo, tudi kar se tiče globalnih vinskih in vinskih trendov, vinogradniških trendov? Jaz bi tako rekla, trenutno smo postavljeni pred velike izzive. Ne mislim toliko v smislu, da ne bi zmogli od vina naprej, ampak izzive v smislu primarne pridelave. Namreč klimatske spremembe, ne, to je en dejavnik. Mi moramo vedeti, v današnjem času osnove za penine začnemo trgati 15. avgusta. Ko sem brskala po nekih arhivih, sem našla leta 1984 se trgatev pričela 3. oktobra. Danes smo, če že oktobra ne zaključimo, 1. smo že, je nekaj narobe. Ne? To je ena stvar. Druga stvar pa, ki bi jo omenila, pa je ta fitoplazmatska bolezen, ki se pojavlja v vinogradih, to je zlata trsna rumenica, ki je zdaj v zadnjem letu, predvsem zaradi teh visokih temperatur, tudi precej prizadela naše vinograde. In trenutno ni rešitve. Oziroma ni zdravila, če bi tako rekli, ne, in to bo izziv, kako naprej, kajti gre za bolezen, ki se širi, in tukaj, če bomo nekako to uspeli zaobiti, ne, tudi če mi izvajamo vse ukrepe, pa naš sosed jih ne izvaja, nismo varni, potem razmišljam v smislu, da
smo varni naslednji 170 let. Kaj pa vidiš Radgonske gorice mogoče čez 5-10 let? Ja, vsekakor še vedno prva in hiša penin v Sloveniji, torej ne samo najstarejša, tako kot smo danes tudi največja, kar se tiče penečih vin. Razmišljamo torej tudi v kakšnem smislu razširiti segment klasičnih penin oziroma razširiti, spet poudariti nekšni terroir, karakter. Nekako smo to zgodbo začeli, ne? Torej, da se bolj fokusiramo in rečemo, iz te lege mi pridelamo takšno penino. Nekako moja želja je, da našim zanamcem pustimo bogate temelje, tako kot so jih naši predniki pustili nam, saj le na teh trdnih temeljih potem lahko delamo neke nadgradnje, ne. Nekako v Sloveniji še, ampak ne bi rekla zdaj mogoče v zadnjih letih več ne, 10 let nazaj pa še vedno prevladovalo mnenje, ne, saj penina se pa napravi v kleti, ne. To, kar že Francozi desetletja vemo, da ne. In nekako da točno vemo, letošnje leto je takšno vreme, toliko padavin, iz te lege bomo pa vzeli ta šardone, sajen na tej podlagi trte in bomo imeli takšno, oziroma bomo pridelali penino linije Selection. In tako, da imamo to dediščino nekje zapisano, da lahko potem spet naši zanamci gradijo na tem in bodo spet nekaj dodali. Da je to ta tradicija, ki se nadaljuje in potem seveda nadgrajuje vsako generacijo. Nekje sem zasledila, da te vinarstvo in vinogradništvo pravzaprav spremlja že ves čas od malih nog. A je to bila neka logična posledica, da si potem se v tej smeri zverzirala? Pa ja, sej, mislim, ko razmišljaš, kaj bi v življenju počel, verjetno nikoli nismo prepričani. Res je, da izhajam iz teh krajev, tukaj iz okolice Gornje Radgone, dejansko iz vasi, iz katere izvira sorta radgonska ranina. Torej sva nekako povezani domorodci, bi lahko rekli. Vedno smo se tudi doma gojili trto, tako da nekako ti je to položeno v zibelko in zdaj, da to nadaljuje še profesionalno, je toliko bolj pozitivno. V Radgonskih goricah si pravzaprav tudi prakso opravljala, ne? Torej si že, kot si že na začetku omenila, kar nekaj časa. Je kdaj kaj, ko rečeš trenutek, to smo pa toliko časa nazaj, smo pa čisto drugače delali? Sigurno smo, ne. Ampak tako kot sem že rekla, že dobrih 26 let, torej prva in edina služba. Hvaležna sem tudi za to, da sem šla skozi vse korake. Torej mi ni težko tudi iti v proizvodnjo, pa če sem zdaj čisto odkrita, prej kot sem danes prišla sem, smo pač imeli eno naročilo in je potrebno bilo nekaj napraviti in sem rekla, zdaj smo vsi z tega režijskega dela kleti, pa smo pač šli to spakirali, pomagati, ne. Tako da ta povezanost tudi z vsemi zaposlenimi, ne, da nisi samo nekomu nadrejen, ampak da si njegov sodelavec, ne. Pa mogoče bi še na tem mestu omenila, kar se tiče izključno zlate radgonske penine. Pri nas je glavna degužirka ženska, ne. In tu je zelo pomembno to zaupanje. Torej, jaz vedno rečem, zlati recept ne bo rešil proizvodnje, če nekdo v procesu ne bo nekaj napravil tako, kot je zapisano, ne. In to zaupanje, in točno vem, če mene ni, da ne bo nišče nekaj napravil neke druge smere, ne. Ali bodo poklicali, ali bodo počakali, ne. In to je v bistvu to, kar daje moč blagovni znamki. Absolutno. Kajti vedno razmišljam v tej smeri, ne. Podjetje so ljudje in podjetje so blagovne znamke. Absolutno. In tudi se tako, kot sem rekla prej, vidi se, da to praviš srcem. In to je seveda utkano v vse okuse, ne, ki se... Ja, pozitivno je tudi to, ne, nekako smo
ekipa, generacijsko smo zdaj smo neka generacija, ne, direktor, tehnolog vinogradništva, vodja prodaje, računovodkinja, ne, in nekako smo v nekem sodelovanju, kar se mi zdi, da daje to pozitivno energijo podjetju in potem lahko to prenašamo tudi do zaposlenih, ostalih zaposlenih. Ne bom rekla, da je vedno vse z rožicami poslano, ne, ampak načeloma je to tisto, kar je neko vodilo, dobro vodilo podjetja. Kot glavna enologinja verjetno nimaš nekega ustaljenega urnika, da rečeš, zdaj le to, od takrat sem to, ne, je kar dinamično nekako. Kakšen je tvoj delovni dan? Ne, tak čisto urnika ne, ampak recimo zdaj je pri nas vrhunec proizvodnje, ne. Pravzaprav se ta glavna proizvodnja prične od sredine avgusta, pa traja do konca decembra, torej največji obseg dela, tako da pridem v službo običajno že ob 6. Potem do 7:30, ko vsi ostali počasi prikapljajo, pridejo, potem ogromno stvari tudi napravim, zato ker me nišče ne moti na računalniku, pa še kaj za nazaj, pa kakšna organizacija dela za naprej. Potem zdaj nekako sem se navadila, da najprej grem v osnovno klet, tam, kjer zorijo vina, da tam se pač zmenimo, določimo neko delo, tam dobim tudi kakšno kavico. No, potem pa v proizvodnjo, polnilnica, sodelavka, ki pripravlja penine, vedno zjutraj prinese penino, tako da povonjamo, da vidimo, da vidim tudi, če je vse kot mora biti. Pol pa običajno ogromno je v bistvu. Težko opišem v enem stavku. Ogromno nekega dela na vseh koncih si pravzaprav prisotna. Je pa tako zelo pomembno, ne, da si seznanjen s širšim delom in imaš potem tudi vpogled v širši krog in potem tudi lažje razumeš neke proizvodne procese. Pa tudi to, da si kot pripravnik šel skozi vse proizvodne procese, tudi veš, kaj se lahko napravi, kako se lahko napravi in to samo bogati potem neko delo. Kako se pa ti sproščaš, kaj je tvoja inspiracija, ki najdeš inspiracijo? Zdaj tako, ne, čez poletje imamo tudi doma nekaj vinograda, pa potem običajno po službi grem malo kaj v vinograd, pa da takoj, pa tudi kakšna misel, ne, to, kar je v službi, kakšna ideja se mi tam porodi. Seveda pomembno, družina je tako na prvem mestu, imam pa skoraj, bi lahko rekla, rajši imam zimo, ne. Zato, ker moj sin trenira smučanje in pol lahko to po zimi, ni toliko dela doma, izkoristim, pa potem z možem greva na kakšno tekmo, pa tudi midva malo smučava, tako da, uživam v tem, dejansko v smučanju res uživam. Tako v naravi, pa da ni nekšnih pritiskov. Da lahko malo odmisliš. Tako v nekem svojem svetu. S katero penino boš ti nazdravila novo leto? Vsekakor zlato radgonsko penino, zdaj ne vem, če bom z rozejem, verjetno z Selection Brut. Je mogoče še kakšen vtis, misel, ki bi ga delila z vsemi, ki naj jo poslušajo, gledajo? Tako bi rekla, ne, Slovenci smo vsekakor za svojo dolgoletno tradicijo prispevali pomemben delček v proizvodnji penečih vin in smo kot narod lahko ponosni na svojo zgodovino. Uživajmo dobra peneča vina, ali so to slovenska, lahko tudi tuja, s tem krepimo moč penečega vina in si privoščimo ob lepih in ob malo manj lepih trenutkih. Za vsak trenutek, tako, in priložnost. Tako. Klavdija, najlepša hvala za ta pogovor.
za sprejem. Mogoče na tej točki lahko tudi se ponovno nazdraviva, da ob prihodu pač na vse dobre stvari, ne samo na novo leto, ampak na vse nove priložnosti. Ja, na zdravje, Na zdravje. hvala lepa tudi vam. Dobrodošli vedno v Radgonskih goricah, da nazdravimo Zlato Radgonsko penino. Na Hvala zdravje. lepa. Čin. Hvala lepa tudi vam, srečno in seveda v novem letu spremljajte naše vinske zgodbe še naprej.